razlika med zavestjo in zavedanjem. Beseda zavest in zavedanje predstavljata zelo dve različni stvari in srečal sem se z nekaterimi ljudmi, ki prakticirajo duhovnost, ezoteriko, meditacijo in govorijo o visoki zavesti, kako so oni doživeli visoko zavest, kako ima njihov guru, duhovni učitelj visoko zavest. Zato je nujno, da sedaj malce razložim ta dva pojma, da se stvari razjasnejo. Realnost obstaja takšna, kot je, in ta realnost je enaka za vse. Realnost je ena in vsa živa bitja si delimo to realnost. Vendar pa, če želimo harmonično živeti skupaj v tej realnosti, potem se mora vsak od nas odpovedovati svoji sebičnosti, zgolj svojim lastnim interesom in delovati v korist vseh posameznikov, oziroma da vsak od nas podpira vsakega od najmanjših delčkov te realnosti. Ker pa se je v preteklosti zgodilo, da so nekateri posamezniki pričeli to realnost in druga bitja uporabljati oziroma zlorabljati v svoje lastne sebične interese, torej drugim živim bitjem so jemali preveč življenjske energije, izmenjave te energije ni bilo v smislu enakovrednosti, enakovrednega prijemanja in dejanja, zato se je moral ustvariti nek sistem, ki onemogoča te posameznike, da bi zlorabljali. Skozi čas so določena bitja z Anunnakiji in s pomočjo reptilov zgradila sistem, ki se imenuje umsko-zavestni sistem. Ta sistem predstavlja enodimenzionalno ječo, v katero se lahko ujame vsak, ki deluje po lastnih sebičnih interesih, tako da se temu živemu bitju onemogoča škodljiv vpliv na druga živa bitja. In del tega umsko-zavestnega sistema je tudi ter zavest, ki izhaja iz uma. Je struktura, v katero lahko vsak posameznik shranjuje izkušnje, spomine iz preteklosti, določene informacije, ki so v bistvu nerealne, kajti realnost se v vsakem trenutku spreminja. Realnost je v vsakem trenutku vedno nova in posamezniki, ki delujejo na osnovi informacij iz preteklosti, so taki, ki ne želijo delovati usklajeni za to realnostjo, ki je v tem trenutku. Taki posamezniki mislijo, da so nekaj več, da so nekaj bolj pomembni zaradi nakopičenega znanja in s pomočjo tega znanja želijo druge ljudi izkoriščati. Tako nakopičeno znanje se odraža v zavesti, kajti večjo, ko ima posameznik umsko znanje, več informacij, ko se je nabral, bolj se ima za inteligentnega, pomembnega, vsevednega in to se izraža v njegovi visoki zavesti. Ta njegova visoka zavest je del uma in predstavlja princip ločenosti od te realnosti. Posameznik, ki deluje na osnovi informacij, gradi v svojem umu določene predstave, določene načrte, poskuša to realnost idealizirati in jo spreminjati. Ne sprejme jo tako, kot je, temveč jo zavrača in deli na sprejemljivo in nesprejemljivo, na dobro, slabo, pozitivno, negativno. In potem na osnovi tega konflikta v umu se kot varnostni mehanizem proizvede energija, ki jo mi zaznavamo kot čustva in občutki. Ta energija potem človeka obsede in ga zaslepi in ga naredi nezmožnega dojemanja te realnosti. Te energije čustev in občutkov so destruktivne narave in povzročajo trpljenje osebi, ki sodeluje po teh prepričanjih v svojem umu. Umsko-zavestni sistem kot varnostni mehanizem preprečevanja dolgoročnih zlorab ima tak učinek, da človeka umiri in ujame v ali pa ga uniči z energijo. Uničenje z energijo se odraža tako,
da čustvene energije počasi pripeljajo do notranjega energetskega neravnovesja v fizičnem telesu, do okvare notranjih organov in potlej se te okvare odražajo kot razne kapi, tumori, raki, ki človeka fizično uničijo oziroma ga usmrtijo. Tako da se takega posameznika, ki škoduje realnosti, izloči iz te realnosti. Drugi način delovanja umsko-zavestnega sistema je v smislu umirjanja in izolacije posameznika. Umirjanje poteka na ta način, da človek dobi prepričanje, da bolj, ko živi v svojem umu, večjo ima moč in vpliv na ta svet. Bolj pomemben postane dalj časa, ko biva v umu. In del tega sistema izolacije je duhovnost, so religije, je postopek meditacije, molitve, verovanja. To so vsa dejanja, ki človeka umirijo, ga izolirajo iz te realnosti, tako da človek čim dalj časa preživi miren v svojem umu in misli, da je postal Bog. Toda Bog je lahko samo v svojem umu, več vreden in bolj pomemben si lahko samo v svoji zavesti, ki predstavlja princip ločenosti od realnosti. Duhovnost in meditacije so zato namerno narejeno slepilo, ki človeka, ki zlorablja, ujame v subtilno past oziroma ječo. Povsem drug pojem seveda predstavlja zavedanje. Če zavest predstavlja usklajevanje posameznika z principom ločenosti, iluzijo in lažmi, predstavlja zavedanje princip usklajevanja posameznika z resničnostjo, z realnostjo in enostjo tega sveta. Zavedanje pomeni odkrivanje realnosti, zakonov delovanja tega sveta, tega fizičnega sveta, zavedanje medsebojne odvisnosti in povezanosti in potrebe potem, da vsak posameznik deluje kot odgovoren posameznik in soustvarja to realnost tako, da deluje v korist vseh živih bitij. Kajti tisti človek, tisto živo bitje, ki deluje zgolj v lasten interes, ne more obstajati v tem stvarstvu. V tem stvarstvu lahko obstajajo samo posamezniki, ki se zavedajo svoje osebne odgovornosti in da vsaka misel, vsako čustvo, vsaka beseda in dejanje povzroča dolgoročne in daljnosežne posledice. Zato mora vsak posameznik v slehernem trenutku delati v korist vseh živih bitij v celotnem stvarstvu. In pri destini se učimo tega usklajevanja z principom enakovrednosti vseh živih bitij, očiščujemo svoje razdvajajoče podzavestne miselne vzorce, spuščamo se iz uma, iz zavesti v ta fizični svet, ki je edina prava realnost, višamo svoje zavedanje in postajamo odgovorne osebe. Kot pomoč pri temu samospoznavanju je spletni izobraževalni program, ki se imenuje Destiny I-Process. In ta spletni izobraževalni program omogoča podporo izkušenih mentorjev, tako da človek ne zaide v lastna slepila in samoprevare. Če želite izvedeti več, vas vabim, da se pridružite Destiny, da raziščete spletno stran destiny.co.za in spletno stran destiny.si. Za ostala vprašanja pa smo vam na voljo člani Destiny na forumu Destiny Slovenija in na Facebook skupini Praktično ustvarjanje raja na zemlji. Hvala.